Tako lep pozdrav vsem skupaj. Danes obhajamo že 7. dan božične osemdnevnice in cerkev nam danes govori o Janezu Krstniku, ki pripravlja pot Gospodu, ne samo takrat, ko je začel svoje javno poslanstvo, ampak predvsem že s svojim rojstvom, svojim prihodom na ta svet. Tako nam tudi evangelist Luka nekako vzporedno kaže rojstvo Janeza Krstnika in rojstvo Jezusa Kristusa. Zato malo poglejmo, kako opisuje evangelist to dvojno rojstvo. Torej, rojstvo Janeza Krstnika, pa tudi njegovo življenje, njegova smrt, vse to je nekako že napoved, je prerokba tudi za Jezusa, za Mesija. Tako oznanilo rojstva Janeza Krstnika cerkev obhaja spočetje, lahko bi rekli 9 mesecev pred rojstvom, to je 23. septembra, posebej še v Španiji, Angliji, ponekod bizantinske cerkve imajo v koledarju oznanjenje, ki ga je opisal Luka v evangeliju, kako je angel prišel k Zahariju in mu napovedal, kako bo dobil sina, torej spočetje Janeza Krstnika. In sicer angel Gabriel oznani Zahariju, da bo dobil sina, ki ne bo pil opojne pijače, ki bo že v materinem telesu napolnjen Svetim duhom, da bo veliko Izraelovih sinov spreobrnil Gospodu in da bo napolnjen z Elijevim duhom, z njegovo močjo. In ta isti angel potem 6 mesecev pozneje, torej 25. marca po našem koledarju, Mariji oznani: spočela boš in rodila sina, daj mu ime Jezus, imenoval se bo sin najvišjega. Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Tako vidimo, če primerjamo to dvojno oznanilo, Janez Krstnik je bil oznanjen Zahariju v Jeruzalemu, to je glavno mesto, to je politično in versko središče judovskega ljudstva. To se je zgodilo v templju, torej najbolj svetem kraju v tem mestu. To se je zgodilo tudi pri oltarju, pri kadilnem oltarju, in sicer v trenutku molitve, ko je judovsko ljudstvo obhajalo en poseben praznik Jom Kipur, to je spravni dan. No, in takrat, ko je bil Zaharija po žrebu določen, da opravi to molitev in to daritev, tako vidimo, da je tukaj se zgodilo nekaj, lahko bi rekli, zelo po Božji volji, po Božjem načrtu. In da je tukaj ravno v tem kontekstu Zaharija slišal to obljubo, da bo postal oče, da bo dobil sina. Torej, to v času starosti, ko sta bila oba že priletna, Zaharija in Elizabeta. No, in če pogledamo oznanilo angela Gabriela Mariji, to se je zgodilo v Nazaretu, v majhnem mestecu v napol poganski Galileji, v hiši, doma, ne nekje na enem javnem mestu ali pa v nekem svetišču. Torej, Gabriel, angel, stopi k Mariji in ji sporoči popolnoma mirno, svobodno. Marija bi lahko to tudi odklonila. Če pogledamo starša Janeza Krstnika, sta bila duhovnik iz Abijeve duhovniške vrste in Elizabeta, ki je bila tudi iz Aronovega rodu. No, in bila sta oba starejša, pravična, brez graje, ampak brez potomstva. Glede, to je tudi takrat nekaj pomenilo. Verjetno sta se že sprijaznila s tem, da ne bosta imela otrok, ampak kljub temu je
bila v tistem času tako navada, da so rekli, tisti, ki nima otrok, je kaznovan, da je to kazen. No in zato sta bila malo tudi v tem smislu Zaharija in Elizabeta gotovo žalostna, ker nista imela otrok. No in ko se angel Gabriel prikaže Zahariju, mu pove, da bo dobil potomca, da je njuna molitev uslišana. Glejte, morda takrat nista niti več molila, ampak sta molila v mladosti in še kako, da bi dobila potomca. No in tukaj pa zdaj pove angel, tudi tista molitev je uslišana. Torej, Bog ne pozabi nobene molitve. In mu pove, da bo torej dobil potomca in tudi kako naj ga imenuje. Pravi, da bo ta sin, ki se bo imenoval Janez, in Zaharija je najprej ugovarjal, češ on je star, žena je stara, ni mogel verjeti in zato mu angel pove, da bo znamenje, torej da bo onemel. In tako angel Gabriel pri Zahariju, vidimo, nastopa z eno avtoriteto, torej ga sprejme v templju kot božji zastopnik. Angel se z Zaharijem nič ne pogaja, mu nič ne razlaga, ampak samo pove, kaj mu Bog naroča. Obratno pri Mariji vidimo, kako angel pride ponižno, prijazno, jo pozdravi, milosti polna, Gospod je s teboj, in pove, kaj se bo zgodilo in da bo to delo Svetega Duha. In potem še dopolni, da bo tudi Elizabeta, njena teta, rodila sina, da bo tudi teta, da je že, torej pričakuje 6 mesecev že svojega otroka. In tako torej Marija lahko odgovori in pravi, glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Torej Marija sprejme ponižno to božje povabilo in je pripravljena, da bo torej Bog delal po njej. No in potem vemo, kako je šla Marija k Elizabeti, kako sta se srečali ti dve ženi. Tudi to je zanimivo, kako nam evangelist Luka to predstavi. Torej Elizabeta, lahko rečemo, je podoba starozaveznega božjega ljudstva, ki je dolgo pričakovalo obljubljenega Mesija. Marija pa je podoba cerkve, ki je poslušna Božji besedi in ta beseda potem postaja meso. Glede, srečanje Marije in Elizabete pomeni hkrati tudi srečanje Janeza Krstnika in Jezusa. To je nekakšen objem stare in nove zaveze. To je srečanje obljube in izpolnitve obljube. Marija gre k Elizabeti, tako kot Mesija prihaja k preroku oziroma prihaja k nam. No in Elizabeta blagruje Marijo. Pravi, blagor ti, ki si verovala. Glede, Marija je verovala, vera pa je iz poslušanja. Poslušnost je torej vzrok, lahko rečemo, za materinstvo. In materinstvo je razlog za blaženost. Neka orientalska himna, hvalnica Marijo imenuje eno samo uho, zato ker je znala tako dobro prisluhniti Bogu, Božji besedi. No in če pomislimo, kako tudi Bog danes prihaja k nam, kako nam prihaja naproti, ko pride duhovnik v hišo, ko blagoslovi dom, ko blagoslovi družino, ko pride obhajati bolnika, ko blagoslovi nosečo ženo. Glede, to je pravzaprav prihod Boga med nas. In če pomislimo tudi pri nas, ko se rodijo otroci, kako jim izbiramo imena. Ime je pomembno. Jezusu in tudi Janezu Krstniku so dali
ime 8. dan po rojstvu. Tam Judje so imeli obrezo, mi imamo zakrament, znamenje krsta in takrat dobi otrok ime in takrat se tudi vključi v to večjo skupnost, v cerkev oziroma pri Judih v judovsko ljudstvo. No in gledajte, mati rodi otroka, mu da telesno življenje. Pri Judih je bilo navada, da je oče dal otroku ime. Ime, torej mati da otroku telo, oče da otroku osebnost. Torej, oče in mati nista samo prednika otroku, ampak sta posrednika, torej Bog jo je izbral, da Bog daje po njima življenje. Bog je izvir življenja. Zato Bog daje na nek način tudi ime. Tudi Zaharijo je angel že naročil, kako naj imenuje otroka, in Mariji je naročil, kako naj imenuje tega otroka, ki se bo rodil. Tako torej vidimo, da Bog želi, da bi se tudi mi odprli temu duhu, da bi slišali njegov glas. In ko je Zaharija potem končno napisal, ker je bil gluhonem, ni mogel pisati oziroma govoriti, je napisal, Janez je njegovo ime, in pravi, takrat se mu je razvezal jezik in je zapel hvalnico. Glejte, ta hvalnica je zapisana v Evangeliju in čudovita pesem, molitev, ki jo je zmolil, pa jo tudi mi danes zmolimo. Hvaljen Gospod Bog Izraelov, ker se je ozrl na svoje ljudstvo in mu pripravil odrešenje. Dvignil nam je rok zveličanja v hiši svojega služabnika Davida, kakor je govoril po ustih svojih svetih prorokov iz davnih vekov. Da nas bo rešil naših sovražnikov iz rok vseh, ki nas črtijo, da skaže usmiljenje našim očetom ter se spomni svoje zaveze, kakor je prisegel Abrahamu, našemu očetu. Da nam bo dal, da bomo iz rok sovražnikov rešeni in mu brez strahu služili v svetosti in pravičnosti pred njegovim obličjem vse dni življenja. In ti, dete, boš prerok najvišjega, pojdeš namreč pred Gospodom pripravljati mu pota, da daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje v odpuščanju njegovih grehov, po prisrčnem usmiljenju našega Boga, s katerim nas bo obiskal shajajoči z višave, da razsvetli te, ki sedijo v temi in smrtni senci, da naravna naše noge na pot miru. Tako Jezus je prišel na svet zato, da bi on prinesel ta mir, ki ga je napovedoval Bog že po prerokih, in vidimo tudi Janez Krstnik je bil ta prerok, ki je naznanil prihod in pripravil pot odrešeniku, k temu knezu miru. Zato pomislimo, kdo so preroki tudi danes. Preroki so zelo pomembni. Največja nesreča izraelskega ljudstva v času izgnanstva, pa tudi potem, pa tudi danes lahko rečemo, je to, da nima prerokov. In prerok ni samo tisti, ki nekaj napoveduje, ampak tisti, ki pokaže, kje je Bog. Bog je tukaj, Bog je med nami. In gledajte, to je največja milost in največji dar, da tudi mi, kristjani, prepoznamo, da je Bog z nami. Tako, in upam, da ga bomo te dni spoznali in srečali. Hvala za pozornost.